No, danes na Kozmomaturi pa je z nami tudi grafologinja Jožica Leskovar, ki je dekletom na podlagi pisave tudi povedala nekaj karakternih lastnosti. Kaj je bilo recimo kar je najpomembnejše oziroma kaj se da najbolj razbrati iz pisave? Iz pisave se da ogromen razbrati, ne? Predvsem recimo, kako je človek psihofizično opremljen, kako se čustveno odziva, kakšen je med osebnih odnosih, se pravi, ali je prilagodljiv, ali je pretirano umaknjen vase. Skratka, ogromen stvari, ne? V vsaki pisavi v bistvu ugotavljaš potem celotno podobo tega človeka, kjer lahko na nek način je to njegova osebna izkaznica dobesedno, ne. Sploh recimo iz podpisa. Podpis je tipično, bi rekla, dejansko kot prstni odtis, kjer človek res pove pravzaprav zelo nezavedno tisto, kar želi povedati, ne. Ker večinoma ljudje radi malo skrijemo stvari, radi se skrijemo za neko masko, ne, ampak po podpisu pa res poveš tisto, kar želiš povedati sočloveku. Je pa tako, da so dekleta zdaj v eni prehodni fazi, najbrž se bo njihova pisava še majčkeno spremenila. Katera so tista leta, ko recimo lahko rečemo, da se nekako pisava ustali oziroma da se tudi najbrž ne spreminja več? Pisava je živa, ne? Tako kot človek. Dokler živiš, lahko spreminjaš pisavo. Res je, da nekateri ljudje vse življenje ne spremenijo pisavo, se pravi, da radi ostanejo navezani na tisto, kar so jih naučili, na neko predvidljivost v življenju in taki ljudje imajo ponavadi zelo radi zelo stabilno življenje, ne. Človek, ki je podvržen temu, da se rad spreminja svojo osebnost, svoje izkušnje in tako, bo tudi vse življenje v bistvu dejansko spreminjal pisavo, ne. Se pravi, jo spreminjaš od začetka do konca, tako rekoč. Je pa res, da recimo otroci zelo v različni starosti začenjajo spreminjati. Nekateri že zelo v osnovni šoli, nekateri pa šele v srednji šoli, a ne. Ampak kot sem rekla, lahko tudi naletiš na človeka, ki ima že 70 let, pa bo še vedno pisal po šolski predlogi. Je pa tako recimo, pogosto se zgodi, da ne vem, dekleta, ki imajo novega fanta ali se poročijo, si spremenijo frizuro, recimo stilistično se spremenijo. A se tudi pisava recimo takrat spremeni? Lahko se, ni nujno, a ne, tukaj je mogoče tudi odvisen, kaj se takrat v njej zgodi, a ne. Ali je s tem, ko se je recimo prvič zaljubila v življenju, res doživela nekaj takega, a ne, kar jo je res bi rekla, majčkeno spodbudilo v življenje, a ne, da je majčkeno odkrila ene druge svoje plati, lahko pa tudi ne, a ne. To je dejansko odvisen od vsakega posameznika, je pa tudi nekaj res. Osebe, ki so recimo v mladosti zelo zadržane, a ne, lahko potem ravno ta prva zaljubljenost je tista, ki potem je kot nek ventilček, a ne, kjer se sprosti in pokaže tudi drugo svojo plat, a ne. Takrat pride seveda tudi do uporništva in vse mogoče stvari, ki sodijo v ta leta, a ne. Sem pa prej nekje zasledila en vaš list s pisavami oziroma podpisi znanih Slovencev. A mi lahko to majčkeno pokažete pa razložite, da majčkeno vidimo, kakšne so tudi karakterne lastnosti znanih Slovencev? No, predvsem je tako, recimo, če gledava vsaka, kar sem do zdaj videla pisal naših znanih ali pa tudi tujih znanih osebnosti, je predvsem pomembno to, v vsaki pisavi vidiš vztrajnost in discipliniranost, a ne. Se pravi, za uspeh so to dejansko lastnosti, ki so nujne. Lahko imaš še tak talent, ampak če ne boš imel res vztrajne poti do tega, potem ne bo nič, ne. Dajva recimo pogledati, tukaj za Nušo Derenda recimo. Nuša Derenda. No, ona je oseba, ki ima izredno, se pravi, visoke ideje. Ona je človek idej, obenem je pa zelo navezana na družino. Njej družina ogromen pomeni, ker se je tudi podpisala v bistvu s priimkom. Znotraj te družine uživa tudi spoštovanje, je tudi v bistvu oseba, ki zna dominirati. Ja. Se pravi, ima to energijo, je tudi hitro se v bistvu odziva na okolico, a ne, se pravi, ima te impulze v sebi dobro razvite, lahko je pa tudi včasih malo nepotrpežljiva, no. Za Kozmo TV ekskluzivno pa še poglejmo, kakšno pisavo oziroma kakšen podpis ima Helena Blagne Zaman. No, v njeni pisavi je pa predvsem izrazita vztrajnost tudi. Ona, ko se za neko stvar odloči, bo tudi speljala do konca, zaradi tega, ker ima to moč in
pride do cilja. To sta, se pravi, vztrajnost in moč dokončanja stvari, absolutno sta njene lastnosti. Ne? Super, hvala za Ja, pogovor. enako.